Pozdravljeni vsi, ki ste se v tem jesenskem večeru vzeli čas za klepet o samostojnosti. Z veseljem pozdravljam naše nocojšnje goste, Anjo Detiček, ki je učiteljica vsakodnevnih veščin v centru IRIS, tiflopedagoginjo Janjo Hrastovšek, doktorja Marina Kačiča, profesorico defektologije Sonjo Pungartnik in tiflopedagoga Petra Rota. Seveda pa zelo prisrčno pozdravljeni tudi vsi ostali, ki ste si v tem večeru vzeli čas za naš klepet. Dober večer. Dober večer. Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo samostojnost razlaga takole. Pravi, da je samostojnost stanje, ko kdo dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva ali spodbude drugega. Zdi se mi, da samostojnost ni med tistimi lastnostmi, ki bi bile v današnji družbi prioriteta. Kaj pa samostojnost med slepimi in slabovidnimi? Kako, dragi gostje, vi to vidite, vsak na svojem področju? Pa bi mogoče, Marino, najprej povabila tebe. Ja. Samostojnost je res tak zelo širok pojem ali koncept, ki ga verjetno si predstavljamo vsak malo po svoje, ne, tudi odvisno od mnogih dejavnikov, koliko starosti, koliko zmoremo, kje živimo, kaj delamo, tako da to je zelo široka predstava verjetno, ampak če bi poskušal vseeno nekaj skupnega iz moje perspektive dati kako si predstavljam, kako razumem samostojnost, je pol nekaj, kar se dogaja med dvema poloma ali pa med dvemi skrajnimi področji. Eno je to, kaj človek zmore in koliko je samoaktiven, in na drugi strani od možnosti in pravic v kontekstu, v katerem živi. Eno brez drugega ne gre, oziroma več je podpore in obeh strani, več je tudi stopnja samostojnosti. Če imamo neke pravice v okolju, ne vem, družbe ali pa družine, kjer nas bolj podpira, smo lahko bolj samostojni, ob tem, da smo tudi kot posamezniki samoaktivni, imamo neke pogoje, možnosti, da smo aktivni. Seveda pri otrocih je malo drugače, ker so se starši bolj vpleteni, odvisno od tega, kot odrasli. Ampak nekako tu med samoaktivnostjo in zmožnostmi in okoljem, ki nam omogoča in daje neke priložnosti. Tu se samostojnost pa razvija ali veča. Mogoče toliko za uvod. Marino, hvala. Sonja, bi lahko tudi ti z nami delila svoj pogled na samostojnost? Ja, torej, ko sem razmišljala o tej temi, ki jo zelo pozdravljam, da govorimo o njej, mi je res zelo dragoceno, da ste izbrali to temo. Sem se tako vprašala, kaj pravzaprav zame v življenju pomenila samostojnost. In sem ugotovila, da je pravzaprav to nekaj, kar se je gradilo postopoma. Vse od, ne vem, prvih korakov samostojnosti, ki se jih jaz tako spomnim, je bilo, ne vem, se spomnim, ko me je moja mama prvič pustila, da sem šla k sosedi, ki me je takrat pazila kot predšolskega otroka, da sem šla sama. In glede na to, da se še zdaj spominjam tistega občutka svobode in tistega občutka nekaj veličastnega je bilo to zame, se pravi, ponosna sem bila na to, a ne. Tako se mi zdi, da mi je moralo biti takrat res to nekaj poseben trenutek. Potem pa nekako z vsakim korakom, a ne, in še posebej se pa potem spominjam, ko sem zaživela sama, a ne, ko sem šla iz internatskega življenja ven, ko sem pa v resnici
bila nekako res prepuščena temu, kar je moj predhodnik Marino rekel, a ne, na eni strani vsem svojim sposobnostim, vsemu tistemu, kar se je skozi leta mojega življenja nabralo kot izkušnje, kot znanje, in prepuščena tudi vsem mojim sposobnostim, ki sem jih imela, hkrati pa tudi omejena z vsem tistim, kar mi je okolica takrat dala. Takrat se spomnim, kako mi je bilo strašansko težko, ker prvi dan nisem vedela niti, kako priti do trgovine. Kako sem se učila potem tistih res prvih korakov samostojnosti in takrat ugotovila, da je samostojnost pravzaprav kar velik zalogaj, da je lahko kar težka, da prinaša s seboj tudi veliko odgovornosti, ampak obenem pa tudi se zavedam te hvaležnosti, ob vsem tem, ko pomislim na svojo samostojnost, se zavedam tudi te hvaležnosti vsem tistim, ki so mi skozi življenje stali ob strani, ki so me spodbujali, ki so mi pomagali, ki so me učili, ki so nenazadnje od mene tudi zahtevali nekaj. Tako da se mi zdi, da je res moja samostojnost, samostojnost zame pojem nečesa, kar je v meni, kar se je skozi leta nabralo v meni s pomočjo drugih, se pravi okolice, in pa seveda dane situacije, ker še danes, a ne, pač tudi če sem lahko v nekaterem okolju samostojna, v drugem ne morem biti, a ne, se pravi, to je res tisto znamenje, da je okolje tudi tukaj pomembno, in če je prilagojeno recimo nam, ali pa če smo mi prilagojeni na to okolje, kakorkoli že, no, potem to gre, če pa ne, si pa lahko še tako sposoben ali pa še tako imaš neke izkušnje in znanje, pa vseeno ne moreš biti popolnoma samostojen. Tako da skupek tega, no. Hvala tudi za tvoj pogled. Janja, zdaj pa bi tebe prosila, da z nami deliš svoj pogled na samostojnost. Ja, jaz mislim, da je to zagotovo en proces, a ne, v katerem posameznik v okviru nekih svojih zmožnosti doseže eno določeno stopnjo, ko je sposoben aktivnost izvajati sam oziroma se tudi odločati o neki zadevi avtonomno, a ne. Kakor je že gospod Kačič rekel, več dejavnikov je zmeraj, ne, ki jih moramo upoštevati. Mogoče bi se jaz tle osredotočila predvsem na vidik pričakovanj drugih, ne, zdaj v tem primeru staršev, jaz bom se tukaj predvsem na mlajše oziroma na otroke fokusirala. Se pravi, mi odrasli smo tisti, a ne, ki otroku omogočimo prostor, možnost, da nekaj naredi sam, da v nečem izbira, da mu omogočimo to pot do samostojnosti, a ne, ker v naravi otroka je zmeraj, da ima težnjo po samostojnosti, ne, in s tem, ko mu omogočimo, da razvija samostojnost, ne le da pridobiva izkušnje, da se uči, da se razvija, ampak mu damo tudi možnost, da doživi neki uspeh, ponos, veselje, a ne, ko čuti, da ima eno možnost in vplivanja, da zmore prispevati k družbi, k skupnosti, enostavno, da zmore, ne. Prej si v vprašanju lepo rekla trditev, ne, da pogosto v naši družbi niti samostojnost ni več najbolj, kako si že rekla, zaželena, pogosta lastnost, a ne. Mi zdi, da to se opaža ne samo v populaciji slepih, slabovidnih, ampak tako na splošno, a ne. Živimo v taki hitri družbi, ki zahteva toliko čim več v čim manj časa, in pol imamo en problem, ne, ko odrasli pogosto nam je lažje, hitreje, če nekaj naredimo namesto otroka, ne. Čeprav otrok mogoče že določeno aktivnost zna ali pa je na poti, da to osvoji, je v tistem trenutku to lažje, zagotovo pa ni to neka naložba za prihodnost, ne. Tako da se mi zdi, da to usmerjanje k samostojnosti, pa predvsem ponotranjenje tega, da želim biti samostojen, je v veliki meri odvisno od stališč, pričakovanj družine, a ne, oziroma pač tudi nas kot učiteljev in vse. In ja, s tem, ker navadno
naša populacija res potrebuje malo več časa, ne, za dokončanje dejavnosti, se jim s tem, ko naredimo namesto njih, odvzema tisto moč avtonomnosti, ne. Bom jaz, ker bo hitreje, ti bom pomagal, ker bo hitreje, ali pa ti bo nekdo drug pomagal. Ko pa je še en problem, ki ga mogoče vidim v tej poti do samostojnosti, je problem ovijanja v vato, bom tako rekla, ne. Spet govorimo o otrocih, ne. Bom jaz, da si kaj ne narediš, to je nevarno, bom jaz, pazi, lahko se poškoduješ in podobno, ne. In problem, ki se pojavi, je to, da lahko kar hitro otroci razvijajo tako imenovano naučeno nemoč, ne. Torej ponotranjajo nekaj, kar češ ne morem, ne zmorem. Zakaj bi se trudil, če so pričakovanja drugih nizka, ne. Tako da predvsem ta pot do samostojnosti je delo odraslih, ne, če govorimo tukaj o otrocih. Nekako to bi bilo na kratko moje videnje tega. Super, hvala ti. Zdaj pa prosim, Peter, še tebe. Vsem enkrat lep pozdrav z moje strani. Ja, veliko je bilo že povedano. Marino se mi zdi, da je super zadev neko teoretično izhodišče, ne, torej ta dva, torej na eni strani, kaj ti okolje omogoča, da lahko storiš, na drugi strani pa, kaj si ti sposoben in zakaj si ti motiviran. Glede na to, da je tukaj delavnica namenjena v osnovi bolj staršem oziroma mislim samemu razvoju, odraščanju, pridobivanju samostojnosti skozi odraščanje, tudi mogoče učenje samostojnosti potem tudi lahko v odraslem življenju, je tukaj tako je, ne, na koncu bo še vedno od vsakega posameznika odvisno, katero pot bo on izbral, ali bo izbral pot Marinota, ali bo izbral pot Sonje, ali pa, ne vem, tukaj, ko imamo v skupini Mihe, ali pa koga četrtega, ne. Koliko bo aktiven član družbe, koliko bo aktiven udeleženec, koliko bo vračal v družbe, a se bo zadovoljil samo s tem, da bo prejemal od družbe, ali se ne bo zadovoljil s tem in bo njegov cilj, da vrne, da vrača. To so potem eni občutki, ki ti dajo nov zagon, zopet vsak uspeh ti da neko željo po napredovanju in s tem lahko tudi gradiš potem seveda samostojnost, ne. Je pa začetek samostojnosti je pa tako praktičen, kakor je potem Sonja rekla, ne, ko je treba iti prvič sam v trgovino, ne, tam se lahko potem začne in konča samostojnost, ne, če ni neke te notranje motivacije. Tako da toliko z tega področja, ne, posamezne želje, po drugi strani pa torej to okolje, pravice, ne, radi govorimo, radi poslušamo o inkluzivnem okolju, vsem se zdi čudovita beseda na papirju, čudovit sistem, ki pa vemo, da je še daleč od neke realizacije. In ko bosta oba dva, ko je pogoj, da je družba pripravljena, oziroma ko je okolje pripravljeno, prilagojeno, takrat bodo lahko osebe s slepoto, slabovidnostjo razvile ta potencial do nekih popolnih ali pa nekih popolnih samostojnosti. Priznam pa, trenutno so omejitve, ne, vidimo omejitve, jaz pri vsakodnevnem delu z odraslimi jih vidiš, je težko, ne, zaradi tega je treba biti včasih res, ko opazujem te naše člane oziroma osebe, s katerimi delam, morajo biti res visoko motivirane, ne, še zmeraj se začne in konča pri vsakem posamezniku, no, tako. Mihela in vsi ostali, jaz vas prosim, da takrat, ko ne želite nekaj povedati skupini, ugasnete svoj mikrofon. Tisti, ki ne govorite, vas prosim, da mikrofon izključite. Čujte, gospod Andrej, če bom prehodno slčala,
Ja ne bom nič potrkal, vse se način. Brigita, ti kot gostitelj lahko tudi... Vem, malo me skrbi, če bo imel potem kdo težave se nazaj dati. Okay. Anja, še tebe prosim, da z nami deliš svoj pogled na samostojnost. Ja, še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, veliko je bilo že povedanega, kot so rekli, ampak jaz sem pa mogoče tukaj en tak specifičen primer, zato ker sem se kot otrok blazno upirala temu, da sploh bi mi kdo vcepil v glavo, če lahko rečemo po domače, zakaj je v bistvu sploh pomembno biti samostojen, a ne? In se spomnim, da pri urah gospodinjstva enostavno sploh nisem hotela poslušati, vedno sem se upirala, saj meni pa tega itak ni treba, a ne. Tako da sem potem s časoma, ko sem odraščala, dojemala, da je pač učiteljica imela popolnoma prav, da vse, kar mi je ona takrat poskušala dopovedati, vse z veseljem zdaj uporabljam, ne, ampak takrat tega znanja pač jaz nisem hotela črpati od nje, oziroma sem ga črpala nekako, bom rekla, podzavestno, zato ker če ga ne bi črpala, potem ne bi mogla zdaj v bistvu nekako skrbeti samostojno zase in v bistvu ta znanja predajati tudi v končni fazi otrokom, dijakom, a ne, tako da jaz mislim, da pri meni samostojnost se je razvijala čisto tako podzavestno, učili so me, ampak jaz tega znanja nisem znala oziroma želela ali pa hotela uporabljati, ker sem bila upornik. In potem, ko sem pa jaz začela živeti sama, sem pa rekla, saj pa to pa jaz že vse znam, ne, saj to je mene nekdo že vse naučil, in sem v bistvu takrat začela ugotavljati, da sem se pa jaz to v bistvu že enkrat učila in tudi naučila, ne, tako da v bistvu sem imela nekako suport, ampak ga nisem znala izkoristiti, a ne, v tistem času. Zdaj pa recimo, ko pa, ne vem, začnem delati recimo s kakim otrokom, jaz ga vedno vprašam, kaj pa zate pomeni samostojnost, ne. In tako kot je bilo že rečeno, samostojnost je tako širok pojem, da karkoli odgovori na to vprašanje, ni napačnega odgovora. Pa če reče, ne vem, da bi rad šel v končni fazi sam iz ene učilnice do druge, je to meni že ena samostojnost, pač za njega to pomeni, a ne, če meni to ne pomeni. Ali pa, ne vem, letos sem opazila recimo, da zelo radi oziroma zelo pogost odgovor je, da jim pomeni samostojnost to, da se znajo učiti uporabljati oziroma ravnanja z denarjem, a ne, in to pomeni, ne vem, kako prepoznati bankovce, kako prepoznati kovance, čisto take vsakodnevne, a ne, stvari. Zato jim jaz tudi velikokrat rečem vsakodnevne spretnosti, a ne, ker so pač, to je res tak širok pojem, ke pač je zelo pomemben, no, in jaz recimo, meni pomeni biti samostojen to, da lahko nekaj naredim sama, brez pomoči drugih oziroma z minimalno pomočjo. Ker pač dejstvo je, a ne, pri marsikaterem opravilu pač potrebujemo pomoč, ampak potem pa po drugi strani, ko jaz recimo neko opravilo, ki se ga lotim na novo, pol, ne vem, ponovim drugič, tretjič, pa ne potrebujem več te pomoči, a ne. Je pa tukaj pač še drugo dejstvo, da lahko pač uporabljamo tudi prilagojene pripomočke, ki nam pač potem tudi to delo olajšajo, a ne. In seveda tudi samoiniciativnost, ne. Tako s strani slepih, slabovidnih ali pa bodisi, ne vem, videčih, kot strani recimo staršev, če govorimo zdaj tukaj otrok, a ne, da so tudi starši samoiniciativni, da otroke vključujejo v vsakodnevne spretnosti doma. Recimo mi smo pred kratkim delali na centru Iris en plakat o vsakodnevnih veščinah in se je zelo pogosto pojavilo to, da bi si želeli, da bi tudi starši pri otrocih, pač, da bi si starši zadali cilj,
ki naj bi bil zapisan v individualiziranem programu, ki bi pač zajemal to, da bi starši si zadali cilj, ki bi ga uresničili skupaj z otrokom. Se pravi, ne vem, jaz bom svojega otroka v roku enega meseca naučil mazati na kruh. Tako da se mi zdi, da je to skupek enih povezav. Moram pa še to reči, da pa v bistvu sem vesela, da sem lahko toliko samostojna, kot sem, in potem, ko so govorili o malih zmagah in uspehih, že meni veliko pomeni to, da ko jaz eno dejavnost, ki jo hočem narediti z otrokom, prej preizkusim doma, potem pa to prenesem na otroka, in ko vidim, da on to osvoji, je to zame zmaga in je tudi za njega v bistvu zmaga. Toliko zaenkrat. Najlepša hvala tudi tebi, Anja. Povedali ste, da je samostojnost v resnici odločitev in vsako dejanje oziroma prizadevanje za samostojnost zahteva od posameznika, ki si prizadeva za samostojnost, in od okolja, ki je ob njem, ali so to starši, ali partnerji, ali prijatelji, da stopimo iz cone udobja. Zato, ker je potrebno narediti nekaj drugače, nekaj po svoje, najti svoj način. In vzgoja oziroma spodbujanje k samostojnosti je pravzaprav odločitev, ki zahteva in prinaša marsikaj. Jaz predlagam, da dajemo besedo govornikom v istem zaporedju, kot smo zdaj, da boste lahko tudi vi bolj pričakovali, kdaj boste na vrsti. Tako da, Marino, a bi lahko ti kaj povedal o tem? Kaj pravzaprav prinaša odločitev za samostojnost oziroma vzgoja oziroma spodbujanje k samostojnosti? Nekaj smo že rekli, Anja je svojo misel zaključila, da je pri samostojnosti veliko takih majhnih zmag, ampak če smo pa iskreni, pa tukaj niso samo zmage, ni vedno lahko. Gotovo ne. Mislim, da rdeča nit vseh nas, ki smo zdaj govorili, je to, da je samostojnost nek proces, nek razvoj, nekaj, kar se naklada ali, ko bi rekel, nadgrajuje, dopolnjuje in nabira skozi leta. Ampak saj, kot vsak razvoj, ne samo pri otrocih, ki imajo težave z vidom, tudi pri vseh drugih otrocih, ne gre to kot ravna črta in da se samo dopolnjuje. Vedno gre skozi učenje, skozi napake, skozi izkušnje in pri tem je mnogo tudi težav, mnogo tudi bolečega. Tako. Nekako to se šteje kot en del vzgoje. Ne rečemo, moralo biti samo dobro, moralo biti samo prijetno. To nekako ne gre. Del razvoja ali pa učenja od otroka naprej, pa tudi odraslosti naprej, je vedno oboje. Se pravi, so frustracije in to, kar naletim na svoje ovire in nemoč, in so tisti majhni uspehi, ki sem zadovoljen, ko mi jih uspe premagati. In včasih je več frustracij, kot uspehov. Dokler to napreduje in dokler gremo naprej, je to še vedno v redu. Težava mogoče začne takrat, ko je preveč frustracij in ko ne moremo naprej. Ali ta napredovanje gre prepočasi ali celo, da se zaustavi. Na nekih področjih se nikoli se ne ustavi razvoj celega človeka. Jaz kot terapevt delam z mnogimi ljudmi, ki imajo 30, 40 let, 50 ali pa 20, so odrasli po telesu. Intelektualno so zelo odrasli. Čustveno pa ni nujno. So mnogo čem, kakšne reakcije take, da so podobne ali enako kot 15-letnika ali kaj podobno. In tako tudi, če bi šli bolj podrobno gledati, ves razvoj gre tako. Ne gre enakomerno in ne gre linearno, sploh ne. Kar izkušnje kažejo, da profitirajo tisti, ali kako bi rekel, napredujejo tisti bolj,
ki zmorejo več teh frustracij ali pa ovir, ali pa ne vem, kamnov na poti, ki so mu nekako najti odgovor, kako jih ubiti, kako iti prek njih, ali najti novo pot, ali ne vem. Bolj kot tisti, ki se rekel, preveč pritožujejo in zaletavajo, ali pa so preveč čustveno prizadeti, ali pa vsaj predolgo čustveno prizadeti in obtičijo na kakšnem končku, ne, na mestu. Ker potem pač se razvija bolj neki občutek nemoči, včasih tudi lahko brezupa, ko pridemo do neke večje ovire. In namesto, da bi iskali pot naprej, se lahko ustavi pač, kjer se ustavi. Seveda tudi ta pot naprej ni tako binarna, saj sem rekel, da ne. Po mojih izkušnjah se vse skupaj začne, ali pa zelo pomemben del se začne v otroštvu. Izkušnjo, čemu bom rekel ja, čemu se bom odločil za ne, dobimo tam v otroštvu, ali še v zgodnjem otroštvu. Pričem nočem reči, da so starši zdaj vzrok za to, tega ne pravim tega. Tako kot je prej Janja, kdo si rekla, da sem bila malo uporniški otrok. Okej. Če ne bi bila nič uporniški, tudi ne bi bilo čisto dobro. Ker ali po eni poti, kjer sprejemamo več, ali pa se tudi malo upiramo, to je sestavni del poti. Ne, jaz pravim tako, zadnjič sem bil na enem seminarju in so rekli, treba nekoga malo pritisniti, da bo šel naprej. Treba iti čez to pot, da prevzame odgovornost in gre v samostojnost. Prav se nanašalo na hendikepirane ljudi in tako. Ja, tako mi je prišlo na misel, seveda, tisti, ki so notranje bolj nekako naravnani kot uporniki ali pa bolj tako nekaj, kar se sproži, če nekdo pritisne na njih odpor. Jaz si predstavljam tako, da je kot ena vzmet pol v njih, ne, in zdaj bolj tisto vzmet pritisneš dol, bolj bo odskočila gor, ne. In seveda, zdaj, če so starši ali okolje preveč pritiskali, bi vzmet bolj močno nazaj. Zdaj, če bi bili spretni starši ali pa okrog ali pa vzgojitelji ali pa kdorkoli, bi znali to vzmet ravno prav pritisniti, da bi se ravno prav premaknila, ne. Ampak niso vsi taki ljudje, eni imajo čisto drugačno strukturo in so bolj, tako kot rečemo malo v žargonu, pridni, ne, pridni otroci, pridne punčke, pridni fantki, ki poslušajo, ki vse naredijo, ne, so taki in lahko veliko dosežejo, ampak če boš na takega pritisnil, ne bo delovalo kot vzmet. Ne, tam je treba verjetno obratno. Treba, če jih pritisneš, če si predstavljamo kot vzmet, je tako, da bi ta pritisk ne rodil odpora in se dvigne, ampak bi še bolj potisnil človeka dol, še nižje, še nižje, še nižje. In bi tam ostal tisti človek, ker je pač prilagodljiv, ker je naučen tako, da se prilagodi. Ker mu to ne pomeni frustracije, ampak pomeni pot, kako rasti in zoreti. In obe poti sta v redu, ni ena boljša kot druga, ampak čisto druge rezultate prinesejo. In veliko je odvisno od teh, kako okolje to razume ali pa ne razume tega. Ne? Ker ene razume pa reče, si trmast, ne? To pomeni, da si skoraj malo preveč. Marino, si se utišal, imaš ugasnjen mikrofonček. Ne, še vedno je tiho. Ne, te še ni slišati. Brigita, morda lahko ti Ja, trudim se.
Jaz mislim, da se je moral Marino kaj drugega zgoditi, ker Marino bi sigurno znal mikrofon prižgati. Mogoče je kaj narobe z Zdaj pa povezavo. kaže, da nimaš več prečrtan mikrofon. Zdaj pa spet prečrtan. Zdaj pa ni. A zdaj slišite? Zdaj te Ja. dobro slišimo. Ne vem, zakaj je naredilo, sem preklopil na drugi mikrofon, zdaj na oni od kamere sem zdaj dal. Super, da si spet z nami. Se opravičujem, ne vem, kaj je naredilo. Zdaj bom zaključil. No, tako. Bom šel v zaključku. In hotel sem reči, da je potrebno, da je smiselno razmišljati bolj raznoliko. Da ne bi bilo mogoče dobro preveč enosmerno gledati in se zgledovati zgolj po tistimi, ki so bolj taki, rekel, aktivni, močno aktivni, da ne rečem tako. Ne. To je v redu, to je ena pot, če si tak človek, bo ta pot najboljša. Ali pa ta način funkcioniranja. Oni, ki so malo drugačni narejeni, tam bi rabili bolj podporo, ne, bolj, ki je podpora v obliki v tem smislu, se ti bo šlo, se da, dober si, fajn ti gre. Ne, ti rabijo bolj to, kot ker nimajo tistega vzmeti noter odpora. Tako. Pa še mogoče zaključek, sam še eno misel, skozi leta, 30 let dela z vsem tem raziskovanjem, bi rekel, da še ena pomembna reč, ki se zgodi skozi čas. Jaz temu pravim tako, da identiteta nekoga, ki se ima za invalida, torej nekdo, ki ima v središču svojega razmišljanja in funkcioniranja svojo oviranost ali diagnozo ali kakorkoli že temu rečemo, in iz nje organizira svoje življenje. Ne, torej, in drugi, ki so bolj taki ali pa smo taki, ki se nam zdi to, da je nekaj odveč, pa tega bi se raje malo odrinili na stran, v smislu, ne, jaz hočem biti takšen, kakor so drugi, ali pa podoben in organiziran okrog aktivnosti v življenju, ne vem, starš, nekaj delam, hodim v službo in tako naprej. In je ovira pač, ali moja oviranost, vid in vse, kar to pripelje, bolj del mojega razmišljanja, kako to preseči, da bom lahko delal. In včasih sem mislil, da to drugo bi moralo biti bolj prav, zdaj vem, da ni, da sta obe poti ali pa obe smeri v redu. Peljete pa malček različne smeri ali pa različne možnosti dajete, ne, dajo. Eno od takih, ki sem jih srečal, je pol, da rečejo pogosto ljudje, ja, saj fajn, sem uspel in tako, ampak imam občutek, da ne spada niti med invalide ali slepe, niti med normalne. Ne, tako, v tem občutku si v nekem vmesnem svetu. Iz tega pol ven ta identiteta, občutek, kam spadaš, ne, čemu si. In na drugi strani drugi ima občutek, ja, okej, svet je takšen, kot je, meni, jaz sem to, sem najdel neko skupino ljudi podobnih, ki razmišljajo podobno, mi je blizu, mogoče je to veliko oviranosti, moram se boriti proti svetu, včasih kakšni tudi imajo občutek krivice na tem svetu in tako. To sta dve poti, ki tudi ne bi smeli zmiksati v eno enovito, kaj je prav in kaj ni prav. Meni se zdi ta raznolikost gledanja na možnosti, na način, kako funkcioniram. In tudi pol poti. In kot sem rekel, po mojem mnenju se to začne večji del v zgodnjem otroštvu, kako se tam to zloži, te osnovne izkušnje, kako se lotevam ovir, kako se je zgradila te ovire ali pa te možnosti ali pa ti načini, kako se spopadam z ovirami, motnjami, težavami, pa če govorimo o fizičnih težavah, se pravi nekaj narediti, kako stopiti, ali če govorimo o odnosnih težavah, kaj reči, kako se postaviti zase, ali pa če govorimo o doživljajskih, kako me frustrira nekaj, ne, ali notranji stres ustvarja, ali pa ga ne ustvarja, če nekako to ločim, kaj je zunaj, kaj je v meni. In tako naprej, no, intelektualno tudi podobno. Mogoče sem zdaj se malo, tako.
Marino, hvala za to tvoje opozorilo o različnih smereh, o različnih poteh. Sonja, zdaj pa tebe povabim, da z nami deliš svoj pogled na to, kaj samostojnost oziroma odločitev za samostojnost ali pa odločitev za vzgojo k samostojnosti, za spodbujanje k samostojnosti zahteva in kaj prinaša. Ja, jaz bi se navezala na Marina, ki je rekel, da se samostojnost začenja že v otroštvu in da je to zelo pomembno. In se mi zdi, da je za samostojnost tako zelo pomembno otroštvo ravno zaradi tega, ker kot otrok se smeš zmotiti, se lahko zmotiš, ti je dovoljeno, da se zmotiš, da narediš napako, da nečesa ne znaš. Bolj, ko si odrasel, bolj družba od tebe pričakuje, da nekaj že zmoreš, da nekaj že znaš. In se mi zdi, da tukaj zamuditi to priložnost otroškega, teh možnosti v otroštvu, da je zelo, zelo ni fajn, no, ni fajn. Druga stvar, ki se mi zdi, prej je pedagoginja, ne vem, kako že ime. Janja, omenila, to, kako je včasih treba zdržati ob nekom, da nekaj sam naredi, ker naredi počasneje in tako. Jaz se sama iz otroštva spomnim 2 stavkov mojih staršev, ki sta mi še danes boleča. In to je, bom jaz, ki bom hitrej, pa pusti, ki ne moreš. To sta bila 2 taka stavka, ki se mi zdi, da sta me očitno tako zaznamovala z neko rano. In mislim, da sem imela srečo, da sem bila trmasta, da sem šla ravno v kontrasmer, ker če pa ne bi imela te danosti, te trme, te volje, ki je zelo pomembna na poti samostojnosti, bi verjetno rekla, v redu, pa ti naredi namesto mene, No in recimo tudi, ko imam prijateljico, ki bi zelo rada me kdaj malo pocrkljala, pa bi rada naredila namesto mene kakšno stvar, in ko sva se spoznali, ona je zelo trpela, ko je videla, da se jaz pač trudim, pa se ni bilo treba niti, da sem se ne vem koliko trudila, ampak njej se je zdelo to grozno, da moram jaz, ne vem, sama se s palico po cesti matrati, da moram jaz sama, ne vem, kruh rezati, da moram jaz karkoli, kjerkoli me je videla, daj ti bom jaz, In potem sem jaz rekla, lej, dajva se takole zmeniti, pocrkljaj me pri tistih stvareh, ki jih jaz že znam. V tistih stvareh, ki jih pa jaz še ne znam, ali pa mi delajo še težave, ali pa jih moram še strenirati, tam pa bodi ob meni in mi pomagaj. In potem je ona nekako razumela, da je moja samostojnost odvisna od mojega truda in energije, ki jo jaz v to vložim. In da meni to nekaj pomeni in da sem jaz to pripravljena narediti. No, in jaz mislim, da vsak moj korak v življenju k samostojnosti, ki je bil narejen, je bil krepko, bom rekla, prepoten, ali kako naj rečem, Veliko moči, veliko potu, veliko truda je treba, za marsikakšno stvar na našem področju, mi, ki ne vidimo, še toliko bolj. Ampak je pa potem tisto plačilo, ki ga človek dobi, tisto zadoščenje, tisto veselje nad tem, je tako veliko, da se splača. Ampak do tega spoznanja moraš priti, In če ti ni omogočeno, da doživiš svoj uspeh, če te nihče ne spodbuja k temu, potem mislim, da si prikrajšan za tisto moč, ki ti da, za tisto energijo, ki ti potem spodbuja pri naslednjem koraku. Se pravi, jaz iz vsakega svojega uspeha črpam moč za nadaljnji korak. Potem se mi zdi tudi zelo pomembno, da človek zna prenesti tudi neuspehe. Ja, velikokrat se zgodi, si neuspešen, ne vem, sem samostojno hodila po poti, ko sem po otroka hodila v vrtec, pa sem se enkrat zgubila v enem kupu snega, Nerodno mi je bilo kot strela, ko me je tam en gospod ugovoril, sredi križišča sem se znašla, popolnoma nebogljena, in tako, ampak
Ja, še danes mi je neprijetno ob misli na to. Ampak lahko bi takrat rekla, ja, ne bom več šla sama po otroka v vrtec. Ali pa ne bom več šla sama, kadar je sneg, ali pa kakorkoli, a ne. Se pravi, tako, tudi ta moč v človeku mora biti prisotna, da se lahko sooči s svojim porazom, da se lahko sooči s svojo nemočjo, da si lahko prizna, ne zmorem, tudi jaz se lahko zmotim, tudi meni je težko, a ne, že to, da si priznam, da mi je nekaj težko. In to je zelo pomembno, da starši ob otroku to zdržijo. Ne zdržijo vsaki starši tega, ker otroci se nam smilijo, a ne, in bi radi, mi bi jim radi prikrajšali to, bom rekla, te stiske, a ne. Radi bi, da bi jim bilo to prihranjeno, in potem je zelo, zelo majhen korak do tega, da jih prikrajšamo tudi za samostojnost. In zato jaz še danes trdim, osebno zase, da če bi, jaz imam zlato družino primarno, ampak če bi jaz odraščala doma, jaz mislim, da te stopnje samostojnosti ne bi dosegla. Zaradi tega ne, ker moji starši tega čustvenega napora ne bi prenesli. Pa še en moment, ki se mi zdi tudi pomemben za starše, je to, a ne, da včasih to, da svojemu otroku ne pomagajo, da ga pustijo, da se sam potrudi, a ne, da se sam, bom rekla, pomatra, doživljajo kot, a ne, da bo okolica mislila, da mu nočejo pomagati, češ kakšni pa so. Čisto konkreten primer, a ne, jaz še danes po domači vasi, dobro, danes mi ni več potrebno, ampak ko sem bila študentka, recimo, ko sem se vračala domov tako čez vikend, jaz nikoli nisem hodila po domači vasi s palcem. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je bilo to tako boleče za mojo mamo, da sem se rajši odločila, da jo tega obvarujem. Ker je ona ves čas to predvajala, kaj bodo pa rekli sovaščani, kakšni smo, 5, 7 nas je doma, pa te nihče ne spremlja. In zato pravim, a ne, da je to za starše včasih tako težka obremenitev. Gledati svojega otroka v tem trudu, da jih zelo razumem, da marsikdaj ne morejo narediti tega koraka. Potem je tukaj še nevednost. Izhajamo iz tega, kaj mi zmoremo, in si predstavljamo, a ne, kaj bi pa jaz zmogel, če bi bil na mestu tega človeka, a ne. In večina ljudi si od nas, za nas predstavlja, da zmoremo manj, kot v resnici zmoremo. In če iz tega stališča izhajajo, potem od nas tudi manj pričakujejo in nam hkrati tudi manj možnosti dajo, da bi lahko se potrudili, a ne. In zdaj mi smo včasih tudi za to možnost, da lahko nekaj poskusimo, da smo lahko samostojni, se moramo tudi boriti. Se pravi, ne samo to, da moram jaz narediti ta korak, da moram jaz nekaj samostojno narediti, ampak si moram včasih izboriti tudi pravico, da mi ljudje sploh dajo možnost, da mi sploh zaupajo. Recimo, jaz se spomnim svojega otroštva, ko sem šla k sosedi in soseda mi je dala škarje, ki mi jih moja mama nikoli ni upala dati. Soseda mi je pa dala škarje, ampak je rekla, ampak ne mami povedati, a ne. In ko sem jaz znala zelo dobro s škarjami delati, sem jaz mojo mamo prepričala, da jaz lahko to zmorem, a ne. Po takih korakih, recimo. Pa še eno stvar, no, da ne bom predolga, ki bi jo omenila, se mi zdi, da je treba zdržati tudi, kako naj rečem temu, torej sprejeti svoje danosti, da iz tega sprejetja svojih danosti, svojih sposobnosti, prej smo rekla, ne, samostojnost je odvisna od tega, kakšne sposobnosti ima nek posameznik, a ne, s čim razpolagamo pravzaprav. In vidim, da je pri nas slepih in slabovidnih, tudi včasih se spomnim, ko sem še delala v Zavodu za slepe, a ne, tudi problem tudi v primerjanju. Torej, pomembno se mi zdi, da naučimo otroke, da se primerja sam s sabo v samostojnosti in da tudi mi njega primerjamo samo z njim samim. Mi pa vse prepogosto gledamo na to pa rečemo, ja, on je toliko samostojen, on pa lahko hodi s palico, ta pa ne more in tako naprej, brez da bi
bom rekla, nekako pošteno pogledali situacijo, razmere, pogoje, ki jih je ta človek imel za to, da razvije ali pa ne razvije svoje samostojnosti, a ne. Se pravi, to se mi zdi tudi ključno, da prenesem tudi to, da jaz nečesa ne zmorem, moj kolega, ki ima pa, ne vem, podoben vid v tem primeru, a ne, pa to zmore, a ne, in da se jaz zmorem primerjati s samim sabo, ker drugače je tukaj res pride do preveč frustracij, a ne. Je pa res, da jaz vedno bolj, nekako bolj, ko sem stara, bolj razumem ljudi, ki težko naredijo kakršenkoli korak, in okolje, ki smo ga prej omenjali, je v resnici res, saj po eni strani so boljši pogoji, je družba, bom rekla, bolj inkluzivna na neki način, a ne, ampak po drugi strani se pa tudi kakšne stvari zapirajo, tako da, ne vem, recimo že, če gledamo promet pred 30 leti ali pa zdajle, a ne, je bistvena razlika, in zato kakršnekoli primerjave v tem delati, se mi zdi, da ni prav. A je pa še eno stvar bi rekla, a ne, da se mi zdi, da je včasih problem pri samostojnosti, pri učenju samostojnosti ali pa vzgoji za samostojnost slepih in slabovidnih tudi to, da smo preveč zazrti v neko pozitivno področje nekega slepega ali pa slabovidnega, predvsem otroka, in samo tisto področje razvijamo. Bodisi, da je to intelekt, ne, ker je pač tukaj so ozadju ocene in tam se hitro vidi uspeh, bodisi, da je to neko glasbeno, neka nadarjenost za šport, za glasbo, za karkoli, a ne. Pozabljamo pa na to, a ne, da bo ta človek v odrasli dobi ta svoj talent zelo težko unovčil, če se tako izrazim, a ne, če ne bo imel tudi neke stopnje samostojnosti in teh vsakdanjih spretnosti, kot je prej Anja rekla. Sonja, hvala za vse, kar si osvetlila. In Janja, beseda je tvoja. Okej, mogoče bi tukaj sam se še navezala, to, kar sta že govorila pred mano, a ne, glede teh frustracij. Jaz mislim, da je pomembno, da si mi odrasli mogoče damo nekako nekje v ozadju, da je zelo pomembno, da pač otrok doživi te frustracije v nekem varnem okolju, a ne, kar družina zagotovo je. Da ga res ne zavijamo v vato, pa da ne boš doživel ta neuspeh. Ja, da te stvari doživi doma, kjer se bo pač naučil, pridobil veščine za spoprijemanje s tem stresom, stresnimi situacijami, ne, ker je to vsekakor lažje, kot pa, da je celo otroštvo tega ne doživi, ker enkrat slej ko prej bo v takšni situaciji, ne. In prej, ko to nekako osvoji, lažje bo. Zdaj, če odgovorim na to vprašanje, kaj pravzaprav ta vzgoja za samostojnost zahteva. Jaz mislim, da zahteva zelo veliko potrpljenja, časovne organizacije, doslednosti, tudi poznavanja nekih razvojnih zakonitosti. Torej, kdaj je otrok že sposoben nečesa, nekaj narediti, kdaj mu bo to še v neko breme, ker čisto razvojno še ni zrel, a ne. Tudi, kar se tiče prilagoditev nekih v prostoru, torej, ne vem, če želimo doseči, da si otrok sam umije roke, pa do umivalnika še ne doseže, je mogoče potrebno razmisliti o nakupu kakšne pručke, čisto tako, a ne. Tako da ja, jaz mislim, da zelo veliko prinaša ta vzgoja za samostojnost. Že predhodniki so povedali, kaj vse, kakšne pozitivna čustva so zmeraj doživljali, pa vsi mi, saj konec koncev vsak otrok, videč, slepoto, slaboviden, karkoli, čuti ob tem, ko nekaj sam naredi, res en ponos, veselje, zagon za naprej, a ne. In se s temi majhnimi koraki gradi njegova samozavest, da zmore, da lahko. Sploh pa, če pogledamo širše, ne, mislim, že na ravni države je za njo sigurno boljše, če ima več delovno sposobnih, samostojnih ljudi, ki pač so
potrošniki plačujejo davke, prispevajo državno blagajno. Ampak pustimo to, se mi zdi, da čisto na taki osebnostni ravni je za vsakega starša ali pa učitelja ali pa otroka kot takega zagotovo to, da dosežeš, da greš korak naprej, en lep uspeh in na tem gradiš. Toliko. Hvala ti. Peter? Ja, sem bil proti konci na vrsti, že vse povedano, več ali manj. Bomo naslednjič vrstni red obrnili. Ne, sej, kar so že torej ene stvari bi rad, bom mogoče ponovil za predhodnike ali pa jih malo razširil. Naprimer, ja, vsekakor frustracija ekstra pomembna, torej frustracija, učenje frustracije, soočenje s frustracijo je zelo pomemben vidik samostojnosti. Marino je omenjal, kako se lahko odzivamo, ne, oziroma kako izzovemo lahko frustracijo in kako se kot starši lahko vzgojno odzivamo na te frustracije. Meni je tukaj bolj važno, oziroma kar sem jaz preden sem začel delati jaz sem zdaj kot tiflopedagog zaposlen na Medobčinskem društvu slepih slabovidnih v Novi Gorici, pred tem sem bil pa tudi jaz na centru Iris v mobilni službi. Kar sem opažal je, da sem videl v določenih situacijah prav odsotnost frustracij, ne samo v družinskem okolju, kot je Janja omenjala, ampak tudi frustracija v osnovni šoli in srednji šoli. Jaz mislim, sem trdno prepričan, da tudi osnovna šola je varno okolje poleg družine, tudi srednja šola bi morala biti še varno okolje. Torej tudi eni ti konflikti z učitelji, konflikti med sošolci, ne samo konflikt otrok-starša, ampak potem tudi tudi ta širša, ker tudi vloga v družbi se ne bo zmer prišel v konflikte pa v težave samo s svojimi družinskimi člani, se je tudi to razširilo in tudi tu je mogoče v šolskem in v osnovnošolskem pa v srednjem šolskem času za izkoristiti, da ja, res ne pride do, ne vem, do potem enkrat, ko si na trgu dela ali pa na študiju, da se takrat šele začenjaš ukvarjati s frustracijami, ker univerzitetni profesor načeloma ne bo jih zadovoljen, če boš mislil starše prepeljati s sabo na govorilne ure, pa takrat se začel učiti o reševanju nekih frustracij oziroma konfliktov z osebami. Jaz vidim v tej vlogi vidim starše, kar je bilo tudi že opozorjeno, tako ali drugače, kot eno platformo. Ja, gospa Sonja, gospod Marino, Anja, vsi so, vsaj pri dveh sem že slišal to besedo trma, da so, oziroma pri Sonji je bilo slišati to trmo, pri Anja je bolj govorila o tem, kako je dobila en klik, potem že v zgodnji odraslosti, da je začela loviti to samostojnost. Tako da ja, vsak ima svoje izhodišče, vsak ima svoj karakter in dostikrat, kar vidim, da se tudi, da tako, kakor je mogoče pa zdaj Marino rekel, da iščemo rešitve sporov, frustracij po svojem kopitu, to je predvsem pomembno, da starši so platforma, ki predstavijo več različnih. Zdaj, kako bo učenec, kako bo otrok deloval, bo itak odvisno od njega, ampak da... Bom malo počakal, da se tole... Okej. Ja, tako, torej, da je starši, da so platforma tako pri enih reševanjih sporih, pa pri frustracijah, torej, kot je Marino omenil, da se ne, bom rekel, ne polaga na usta oziroma v mišljenju otroku s neko svojo vizijo. To velja pa isto tudi za vsakodnevne veščine. Kdaj tudi starši, ja, če si starši tako pa tako oblečijo pulover, ne pomeni, ali pa ne vem, razreže meso ali pa poje jabolko, ne pomeni, da bo to tudi najlažja in najenostavnejša opcija tu za otroka. Je treba, seveda, lahko skomuniciraš, kako ti počneš, lahko pokažeš, potem pa spet smo pri tistem času, pri dodatnem času, ki pa
je pravilo praktično brez izjeme pri slepih slabovidnih, ne. V eni literaturi sem na ta račun slišal v angleščini en termin, sicer zveni tak malo slabšalen, sicer cripple time, ne. Zaradi tega, ker mi smo, torej bi rekli, čas za kriplov čas, čas invalida bi lahko, ne vem, mogoče lahko pavšalno prevedli. Zaradi tega, ker mi vedno govorimo bom hitreje, ti rabiš dlje časa, pa v šoli govorimo v podaljšanem času. Torej že dostikrat mi dejansko sodimo, da toliko časa, kakor oseba, torej slepa, slepoto, slabovidnostjo, ki rabi, da to ni normalno, ne. Ampak glih to, ne, ta tempo je težava, ne, tako da tukaj se je res treba včasih vzeti, ne, pač tu je čas, s katerim bo oseba s slepoto živela, toliko časa bo porabila, ne. Če mi rabimo za eno določeno stvar 5 minut, je pri osebi s slepoto to 7 minut. In ni zdaj zaradi tega, ne, in zdaj mi od tukaj naprej moramo biti, ne smemo biti tisti, da sodimo, da je to počasnejše. Pač tak je, taka je realnost, ne. Nasploh ta hiter tempo, Sonja je omenjala promet pred 30 leti ali pa zdaj. Ja, naven mogoče na prvi pogled izgleda zdaj okolje bolj prilagojeno, ke vidimo talne oznake, ke govorimo o nekih aplikacijah, ke so dostopne, ampak težava zdaj pa je definitivno ena prepreka na poti samostojnosti, ke jo vidim zdaj, ke delam bolj z odraslimi, je pa količina možnosti. Zdaj, včasih so bile, če pogledamo, ne vem, eno tako banalno stvar, kakor je računalnik, je bilo praktično pol dokumentov si imel v Wordu, drugo polovico dokumentov si imel pa v Excelu in se je tukaj tvoje znanje računalništva končalo, ne. Zdaj, danes pa vemo, vsaka služba, vsaka pisarna znotraj vsake službe dela v eni svoji aplikaciji s svojimi programi, poznamo že tukaj, ne, poznamo Zoom, poznamo Teamse, poznamo en kup enih stvari, ne. In čeprav si mislimo, da je s tehnologijo vse enostavneje, se v resnici na velikih koncih to s tem kvečjem komplicira in je število nekih rešitev, nekih opcij več, kot bi jih lahko kontrolirali sploh oziroma imeli prilagojene, ne. Tako da tu je ena taka težava, ke je težko, bom rekel, biti še vedno samostojen oziroma vzdrževati to samostojnost, glih zaradi nekega hitrega tempa in hitrega razvoja. Zdaj, kar je bilo še rečeno prej, pa se mi je res zdelo pomembno, ne, torej ja, pričakovanja okolice, ne, tu moramo res to je treba pri nas malo pozabiti, dati v drug plan, ne, saj slišimo tudi ali z otroci ali pa z odraslimi, slišiš komentarje, pa tu bi lahko tako hitreje, pa tu bi lahko drugače hitreje, ne. Glih to, ne, je treba dati času, mislim, je treba dati osebi čas. Kaj lahko da ta samostojnost? Kaj jaz vem, to, kar je mogoče Sonja govorila, Anja, ne, enkrat, ko prideš do te stopnje, da si lahko gradiš sam svojo intimo, vsak sam svojo samostojnost, ne, ampak to je za starša 10-letnika, 12-letnika še tako oddaljeno, da je težko, da verjamem, da je težko ta cilj, ki je tako daleč, že imeti ozaveščen, ne. In potem pričakujemo, da otrok, ki bo imel, oziroma mlad odrasel pri 18, 20, da bo z otroka čez noč postal odrasla samostojna oseba, ne. Zato je pač tam pomembna doslednost, res doslednost pri graditvi samostojnosti, ne, stopničko po stopničko. Ne moramo potem pri 22, 23 od 0 stopničk pričakovati, da bo skočil na vrh stopnišča, ne. Tako da doslednost od malega, lahko se začne samo z opisovanjem, ne. Vemo, zdaj, videči se večinoma učimo s posnemanjem. Ogromno stvari se videče osebe naučimo s posnemanjem. Jaz oziroma marsikdo, ki je šel na študij, pa si prej v življenju ni skuhal pašto,
je sam z tega, ker je nevedel opazoval mamo svojih prvih 18 let, kako kuha pašto, je že vedel koncept, kako se skuha pašta, ne. Torej, začeti je treba res že mogoče čist od opisovanja, pa potem do že razdelitev prvih rutinskih nalog v gospodinjstvu, da potem res gradimo neko samostojnost na dolgi rok. Zdaj sem malo preskakoval s tem, ker sem si tukaj vzel zvezek, da zapisujem, kaj vse moji predhodniki povejo, in ja, večinoma itak se strinjam z vsemi njimi, tako da super. To je to z moje strani. Peter, hvala, mislim, da si odlično dopolnil. Anja, zdaj pa še ti. Ja, ogromno je bilo res že povedanega. Mogoče se bom kje ponavljala ali pa povedala na drugačen način, samo iste stvari. Skratka, mogoče bi pa jaz začela bolj v odraslosti, pa bi šla pol mogoče malo na otroštvo, pa tako bi malo skakala, kot je rekel Peter. Meni pa v bistvu samostojnost se mi zdi, da nekako prinaša eno non-stop borbo. Čisto za vse. Se mi zdi, da kot slepi se moramo dokazovati. Saj jaz govorim zdaj to čist iz sebe, kar jaz čutim, zaradi tega, ker ta hiter tempo življenja, kot ste ga vsi omenjali, ne, poskušamo nekako slediti. Če jaz pomislim samo na vse aplikacije, ki jih mi uporabljamo v službi, pa na vsa izobraževanja, pa tako naprej, in potem poskušaš slediti in potem si v eni točki rečeš, okej, ne, pa smo spet pri prilagoditvah okolja ali pa, ne vem, aplikaciji, tega pa pač jaz ne bom zmogla, pa ne zato pač prvič, ja, zato, ker rabim več časa, drugič pa zato, ker pač, ne vem, ena stvar ni prilagojena zame. In v tej fazi sem jaz trenutno, da si priznam poraz, da pač nečesa ne bom zmogla, tako zaradi količine kot zaradi neprilagodljivosti. Ampak jaz še kar borbam pa poskušam delati na tej stvari, pa se ne vdam. Ampak mislim, da bom mogla priznati poraz, ne, tako kot so že rekli. Pač, da si priznamo, da nečesa ne zmoremo. Ko govorim o borbi, mislim tudi na to, da je treba tudi otroke spodbujati pač k borbi. Če povem to na enem primeru, ko sem jaz začela recimo poučevati vsakodnevne spretnosti, a ne, to je bilo že kar precej let nazaj, sem imela eno dijakinjo, ki je na ure zelo rada hodila. In potem mi je ena naša sodelavka rekla, pa kaj boš ti pri Ani delala, saj se boš itak opekla, ne, ona ne vidi. In smo zdaj spet pri tem, ne, kako zdaj videči, oprostita mi kolega in vsi ostali, dojemate to, ne, vas je strah, ja, se boš, zdaj pa, če se bo Anja opekla, pa se boš ti tudi. A te ni strah, da se boš urezala, če boš z njo delala? Pa je odgovorila, veste kaj, jaz mislim, da ste videči veliko bolj nepotrpežljivi, nedosledni in se lahko meni pri vam zgodi hitrejš kakšna nesreča, kot pa pri Anji, ki je pač slepa in, ne, ker naše ure pač potekajo recimo 1 na 1, individualno, in to pač pomeni, da jaz enostavno moram z rokami dobesedno slediti, kaj otrok recimo počne, ne. In pač pri tem, ne vem, uporabljamo razne stvari. In ko sem jaz to slišala, ne, kako se je ona borila zase, pa hkrati tudi zame, sem rekla, evo, spet je tukaj, imamo pač en primer tega, kaj se pomeni boriti za pač, da postaneš samostojen, a ne. In šele potem, ko mi to ozavestimo vse, da pač in ko si priznamo, da ne vem, da nečesa ne moremo, potem po drugi strani pa, ko osvojimo vse, kar lahko, pa jaz mislim, da lahko dobimo ene zelo zrele pa odločne, odrasle, slepe in slabovidne, ampak do tam, dokler pač mi to postanemo, je pa res ena sama borba. Potem bi jaz mogoče se navezala na to, kako nas nekako dojema družba, a ne, pa zakaj nas tako dojema. Spet bom recimo izhajala iz tega, da je to odvisno res od tega, kako se mi družbi kažemo, a ne. Zdaj,
mi hočemo biti, tako kot so rekli, primerjati se med sabo. Ne vem, jaz velikokrat vprašam, kaj pa imajo druge punce oblečene, ne? Ker pač meni je pomembno, recimo, kako se oblečem, ker so mene učili, da če imaš, ne vem, neko posebno priložnost, da se treba lepo obleči, ne. In jaz mislim, da to, kar bomo mi pokazali družbi, tako nas bo družba tudi dojemala, ne. In če se bomo mi pokazali kot samostojni, nas bo družba dojemala kot samostojne. In potem tukaj spet naletimo na težavo, ne. Če se mi družbi pokažemo preveč samostojne, bo družba od nas tudi pričakovala preveč, mogoče, občasno. In potem, ko bomo mi rekli, zdaj pa jaz nečesa ne zmorem, bojo pa vsi začudeni. Kako? Saj ti pa itak imaš to vse v glavi, saj ti pa to z levo roko narediš. Ja, ampak tako, kot je danes ena moja sodelavka rekla, med mano pa med tabo je ena velika razlika. In ko bo družba pač to ozavestila, ne, da mi, kot ste že pač predhodniki omenili, za izvajanje kakršnih koli aktivnosti potrebujemo več časa, da smo mi mogli borbati, da smo prišli do tega, da znamo speči kruh. Pa sem zdaj zelo tako veliko stopnico, kot je rekel Peter, povedala. Ampak ne, smo mogli borbati. In ja, iz otroštva to izhaja. Jaz recimo, moja mami je bila zelo, pa nikoli ni hodila na nobene delavnice ali kakršnokoli usposabljanje, izobraževanje, karkoli. Ampak ona je vse delala sama. Ona je si dala prevezo čez oči in potem je probala odrezati kruh in potem je meni pokazala, ne. In to je še pač en dokaz v bistvu, kako lahko tudi starši vplivate na pač razvijanje samostojnosti otroka, ne. Če ne znate, lahko vprašate, vedno, povsod, a ne. Jaz pravim, ni neumnih vprašanj, a ne. Tako kot ni pač tudi neumnih odgovorov, a ne. Vse je prav. Če nekdo nekaj ne ve, je to v redu. Vse, kar vprašaš, je v redu. Tako da se mi zdi, da ko mi spodbujamo to samostojnost, recimo že pri otrocih, a ne, tako kot je recimo mama pri meni spodbujala, pa me naučila likati že kot majhno, pa zlagati že, ne vem, kot majhno, pa kuhati. Jaz sem vedno stala zraven, čeprav mi ni dovolila kuhanja, da se razumemo, ker se bom opekla, ne, ker bo ona hitrejša. Pa še zdaj to rečem, pa sem stara že skoraj 40 let, a ne. Ko prijem jaz k njej, jaz nič ne smem delati. Ampak zdaj bom povedala po pravici, mi včasih kar paše, zato ker pač včasih sem res utrujena, a ne. Ampak po drugi strani pa rečem, lej, mami, daj me pusti, lej, ti si zame že toliko naredila v življenju, a lahko mogoče zdaj še jaz kaj zate naredim, a ne. Tako da jaz sem vedno stala zraven, je pa spraševala, kako pa to narediš, a ne. In sem pač to podzavestno črpala in zdaj jaz velikokrat se zgodi, da ona mene vpraša, kako naredim določeno stvar. Samo trenutek, ker sem si malo še tukajle tudi zapisala. Ja, in ko v bistvu, ko bomo mi priborbali, a ne, vse to, kar sem pač zdaj govorila, potem bomo mi lahko rekli, da smo samostojni, pa kljub temu in mislim, da nikoli ne bomo v popolnosti samostojni, a ne. Še vedno bo neka stvar, ki jo pač bomo mogli se naučiti ali priborbati. Kaj pa se mi zdijo te zahteve, a ne, to starše, predvsem starše ozavestiti, da enostavno morajo pomagati otroku, da bo znal nekaj narediti sam. Zdaj, na kakšen način je pač odvisno tudi od starša, koliko je starš samoiniciativen, a ne. Ampak potem recimo, če recimo imamo zelo samoiniciativne starše, pa nimamo samoiniciativnih otrok, se meni zdi, da je tudi pomembno, da potem starši malo spodbujajo otroke, a ne, lej, ti bom jaz pokazal, kako to gre, pa mi boš ti sledil, a ne, tako da se mi zdi, da tudi samoiniciativnost pač pri otrocih je treba spodbujati, a ne. Potem pa pač seveda tudi takala delavnica oziroma tak klepet se mi zdi super, zato ker hkrati ozaveščamo
družbo o tem, pač kaj mi zmoremo. Seveda, ne, nekatera opravila s pomočjo, nekatera pač samostojno, a ne. In to, da se znamo recimo iz tega, da nam nekaj ne uspe, tudi pohecati, ne. Tako da mogoče bi jaz zaključila samo s tem primerom, ker me je Sonja prej spomnila na sneg. Jaz sem se enkrat tudi, je bil novo zapadel sneg in sem se tudi zgubila in sem imela od vhodnih vrat do stopnišča samo 5 metrov diagonale. Zdaj pa, že v suhem vremenu diagonala je problema, ne, za slepega. Jaz sem imela pa takrat sneg in sem se zgubila in potem pač sem vedela, da sem se zgubila, nisem pa vedela, kje sem. In sem se ustavila in sem se zavrtela okrog svoje osi, pa sem si rekla, pa kako ne veš, kje si. Saj samo 5 metrov, a ne, ampak se je vse spremenilo, zato ker je bil sneg. In potem je prišla ena gospa, pa je rekla, a vam jaz lahko kako pomagam? Pa sem rekla, gospa, ne, ker pač hočem jaz sama priti od točke A do točke B, če vem, da je blizu. In potem pridem tam do enih ploščic, a ja, še to je rekla. Ja, saj v redu, jaz vas bom tamle opazovala, če boste hoteli, vi samo zakričite, pa vas slišim. In jaz pridem do ploščic in sem rekla, aha, zdaj sem pa pri banki. Potem je bilo pa spet treba nazaj stopnišče najti. In ko sem se 4. zgubila, sem pa rekla, gospa, zdaj imam pa jaz tega dosti, ne zmorem sama, prosim, če mi pomagate. In sem bila direkt pred stopnicami, ne, ampak pač sem mogla obupati, čeprav jaz nisem navajena na to, da bi pač obupala. In tudi recimo, ko, ne vem, delam s slepimi otroki, seveda aktivnosti prilagodim, a ne, glede na starost, kot ste rekli, ampak se mi zdi vseeno pomembno, da če se nekdo želi naučiti, kako se odpre trikotni sir, ne, se meni zdi pomembno, tudi če podaljšamo uro za pol ure, samo da se on to nauči. In potem, ko bo on to doma pokazal, bojo lahko starši naprej z njim delali. Pa še eno stvar se mi zdi, da je treba na samostojnosti delati, vedno znova in znova, ker tudi če jaz ali pa kdo izmed mojih sogovornikov tukaj, otroka ali pa odraslo osebo recimo, nekaj naučimo, nima nobenega smisla, če on tega ne bo utrjeval še potem v nekem, tako kot ste rekli, varnem okolju, bodisi to šola, bodisi to domače okolje. Toliko. Anja, hvala. Zdaj pa jaz vabim vse udeležence. Današnjemu dogodku smo dali naslov Klepet o samostojnosti in zaenkrat je bil to klepet samo med nami. Jaz vas pa res lepo vabim, da delite z nami svoje mnenje ali pa zastavite vprašanje kateremu od gostov. Audio now unmuted. Aleš, bi želel kaj povedati? Ja, lep pozdrav, dober večer vsem skupaj, ali skuhar Dober večer. slišimo, ne? Dobro te slišimo. Slišimo, okej. Jaz želim podeliti izkušnjo. Jaz sem imel kar težko situacijo doma, tudi v samem otroštvu. Tako da še predno sem se odpravil v bistvu na čisto samostojno življenje, tam leta 2003. Pri meni je bilo isto tako, ne. Pri meni je bila izredno težka situacija, meni so tudi dobesedno preprečevali, se pravi prvo kot prvo, že ne boš hodil s palico, z belo palico, doma tudi okrog bloka, ne. In imel bojo skril za vse možne gluminske sesalce, da jo nisem mogel vzeti, ne. Skratka, to je odvisno vse od staršev, ne. In jaz moram priznati, da je bilo kar težko, tudi v osnovni šoli nisem kaj posebej, bom rekel, pozornosti polagal, da bom, zdaj bom pa rabil, ne vem, kako se pa vse osnovno, ja, posla postere, kako se pa kruh namaže, ne. In pol sem bil na en način primoran, ne, ker ko sem živel čisto samostojno tamle v Ljubljani prej v stanovanju, se je ta zadeva začela, ne, tako da je bilo blazno težko, tudi že samo
oziroma samo bom rekel, čisto osnovne stvari. Pa še zdaj mi v bistvu dobro je, določene probleme delajo, nekatere stvari dam dober. Jaz sem v Trbovljah tukaj res mečkano takšno lokacijo, nerodna lokacija, tudi za samostojno se gibati. Ampak moram reči, da dobro, da sem pokazal v bistvu ne dobro voljo, to motiviranost, da sem praktično želel biti, vsaj kolikor toliko, no. Se ne bom hvalil, ampak kar je bilo pa prej doma pri starših in starih starših, ko so me vse branili, pa ne boš perila v pralni stroj dal, ne. Ker mislim, ko boš ti pradel, si moški, ne, pa take stvari, ne. Tako da moram priznati, da je bilo težko, je tudi težko, še vedno in ne vem, no, počasi mislim, se peljem naprej, samo zdaj iščem drugo lokacijo, skratka, da bom se tudi gibal, tukaj je še dodatno, pač so še dodatne težave, ker je blok na takem mičkem bolj nedostopen. Praktično zaradi samega gibanja, pa tudi ostalih stvari, ne. Skratka, ne vem, če sem še kaj mislil povedati, ne mislim, da tole je bilo zaenkrat vse, pa se bom utišal. Hvala. Aleš, hvala ti. Lahko jaz mogoče? Prosim. Jaz Sabina sem, vse lepo pozdravljam. Jaz se zahvaljujem za to okroglo mizo, kako naj rečem, Brigita, najprej tebi, če si ti pobudnik, vsem sogovornikom, ker se mi zdi, da je to zelo pomembna stvar za vse, ki se znajdemo v tej situaciji, pa malo drugačni. Se mi zdi, da je to odlična ideja in pomembno, da se mi med sabo o teh rečeh pogovarjamo, da slišimo od strokovnjakov, ki ste zdaj povedali marsikaj zanimivega, pa tazga, kar mi vemo, pa je fajn, da še kdaj slišimo. To, na primer, Sonja, ki si rekla, ne se primerjati, ampak si pomagati, ne. Kako je nekdo mogoče vprašati en drugega, kako kdo kaj naredi. Mislim, zato so ta druženja med sabo napredna, bom rekla, ne, zelo inovativna. Vedno je kaj, kar je fajn, da izveš od koga drugega, fajn je kaj podeliti dobrega, se zjokati na rami enemu, ki te razume, ki je v podobni situaciji, kot ti, a ne. Jaz mislim, da ni med nami človeka, ki ne bi imel nekoga, ki tudi recimo ne vidi. Ne rečem, da je to zdaj treba cela Ljubljana ali pa ne vem, tažent ljudi, ampak par ljudi, enega, dva, res dobrega prijatelja, kolega, kolegica, ki nam pomaga kdaj skozi naše težave. Te težave so lahko sicer povezane z vidom, ni pa tudi nujno, ampak mi mogoče mislimo, da je to pa zato, ker jaz ne vidim, a ne. In se mi zdi zato še toliko bolj dragoceno. Hvala vsem, ki ste danes govorili, pa res je bilo fajn vas poslušati in upam, da bo to še kdaj toliko z moje strani. Sabina, hvala tudi tebi. Silvo, vi imate dvignjeno roko. Da slišimo? Dobro vas slišimo. Pol pa bo. Jaz bi opozoril zdaj ne vem sicer, koliko je tu staršev otrok prisotnih, opozoril bi z mojih izkušenj na, mogoče danes tega več toliko ni, prehospitaliziranost. To se pravi predolgo bivanje oziroma predolgo iskanje nekega zdravja. V mojem času, jaz sem bil takrat v Sarajevu in sem menil okolje, mislim, ljudi, jezik, vse, in sem bil čisto sam. V normalni bolnišnici za očesne bolezni nisem imel nikogar. Poleg tega bi še opozoril na eno dejstvo. Dojenčki oziroma slepo rojeni, jaz sem slepo rojen. Jaz sem bil recimo do 3 let v jaslih. To pomeni, mama me je videvala konec tedna. Kaj pomeni to kakšna komunikacijska oviranost je to, ker ti kot dojenček nimaš s kom komunicirati, ker nimaš tistega feedbacka. To bi, posebno gospod Kačič bo to razumel, kar pripovedujem. Ampak mogoče zdaj niso tu toliko strokovnjaki okrog tega, oziroma
so ti trije ljudje iz prakse, ki pa zdaj to poslušajo, pa mogoče manj. Hvala lepa. Silvo, si želite, da Marino odgovori na to? Ali... Lahko, če hoče, lahko. Mi dva z Marinom se sicer malo poznava, še iz prejšnjih let, desetletij, ampak me zanima, no, ker on je zdaj res kot psiholog pa psihoanalitik in poznate stvari. Jaz sem to pri psihoanalizi ugotovil, ko sem hodil na eno analizo te stvari. Je to rama, ne znam me pa pozdraviti. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Marino, verjetno je to kar tako vprašanje, ki zahteva veliko časa. A lahko vseeno kakšno besedo na to vprašanje? Na kratko. Za vse otroke, ne samo če ne vidijo, velja to, da je zgodnje otroštvo, najbolj zgodnje otroštvo, najbolj pomemben del življenja. V smislu razvoja svojih temeljev, v smislu občutka vrednosti, varnosti in v smislu, kako razvija odnosov naprej. Zdaj, če bi kakšno teorijo omenili, kot je teorija navezanosti in podobno, vemo, da kadar tisti starš, pomenovati se to mama, lahko oče, ali pa tudi drugi človek, ki mi je blizu, tisti, ki skrbi, je nekaj časa v življenju, prve mesece in prva leta, ampak prve mesece še posebej ključen za doživljanje dojenčkova miru in stabilnosti noter. Če je tisti okrog, torej recimo, da je to mama, pa ne bi hotel reči, da je vedno tako, blizu in povezan z otrokom in je tisti okrog njega lahko pomirjen, bo pomirjen tudi otrok. Če tisti zunaj ni pomirjen, ko je otrok nekaj ga prestraši, kaj boli, karkoli narobe, potem se bo naučil tudi otrok tega, da kadar je nevarnost, se ne pomiriš. In zdaj, če pa sploh nima nobenega, ki bi bil, lahko mu pomagal to izkušnjo dobiti, da se pomiri, torej samo ostane, in temu včasih so rekli, tudi, kar je zdaj omenil gospod, hospitalizacijski sindrom, to je pomenilo, da se je otrok sam umiril, kar je lahko tudi doma, kjerkoli, ampak to pomeni, da se otrok joče, dokler se ne umiri od tega, da je izčrpan. Ampak ta pomiritev ni umiritev, ta pomiritev je izčrpanost. In temu rečemo pa rana in mnogi ljudje, in to nima videa, zdaj samo z vidom, tudi drugim, v terapiji delam velike temi, potem kompenzirajo to, da so ves čas aktivni. Mnogi zelo uspešni ljudje, ki so zelo delovni in sposobni, delajo to, da ves čas nekaj migajo, ves čas nekaj delajo. Ker če bi se ustavili, nimajo ničesa, kar bi se umirilo in potem je oni na mir noter. Skrajnosti imate pa pol druge alkoholizme in podobne pomirjevala, ki to pomirja, ali pa celo rezanje. Zdaj, če pa otrok, če še k temu dodamo, da otrok še ne vidi, je pa še malo težje, zato ker skozi vid le dobi neko potrditev lahko, tudi malo nadaljavo. Čeprav jo v prvih tednih niti ne zaveda o obliki tega, ampak pač šele v nekaj tednih kasneje ali mesecih pol se zaveda oblika, ampak če je tam neka svetlobna neki in zvok pomirjen, potem bo za otroka to znak, da se pomiri. Če pa ni, je pa še težje to. In to nosimo potem celo življenje s sabo. To je tudi osnova za vse odnose, partnerske in vse ostale naprej, kako pol funkcioniramo v odnosih. Mogoče tukaj dovolj. Hvala, Marino. A je še kakšna stvar, ki bi jo kdo želel deliti ali pa vprašati? Če mogoče lahko, Brigita, samo odziv na Sabino. Seveda. Tako se mi zdi dragoceno to podeliti, ker je rekla, ne vprašati, je biti prijatelja in tako,
Jaz se spomnim recimo prav tega, kako recimo, ko sem jaz rodila otroka, kako dragocena je bila zame ravno Sabina, recimo, ne. Zdaj me je to spomnilo, ne, ta povezanost, ta izkušnja, ki ti jo ne more dati nihče drug, se pravi to vrstniško sodelovanje med nami, a ne. Lahko je, bom rekla, včasih, ja, videč lahko še tako spreten pri tem, kako nam bo nekaj pokazal, ampak izkušnja tistega, ki to naredi enako kot ti, ki ima enake možnosti, da to naredi, se pravi v tem primeru, ki je ravno tako brez vida, je predragocena, no. In se mi zdi, da tukaj zelo pozdravljam, no, ta projekt zveze, ki, ne vem, kako že rečete, resničke ali kako že, ki je ravno temu namenjen, da bi lahko drug z drugim delili te izkušnje, da bi lahko tisti, bom rekla, starejši ali pa bolj izkušeni, ali pa tisti, ki to živimo že dalj časa, to delili s tistimi, ki to živijo manj časa. Ampak spet je tukaj potreben pogum, da vprašam, da si upam priznati, da nečesa ne znam, da potrebujem nasvet, a ne, tako da jaz bi res spodbudila vse tiste, ki ste tukaj kot starši, izkoristite te dragocene možnosti. Druga stvar pa, ne smemo, se mi zdi, pozabiti pri samostojnosti tudi to, da tudi znanje, kako poiskati nasvet, ali pa da si upam poiskati nasvet, da si upam, da upam sprejeti pomoč, da znam sprejeti pomoč. Tudi to, recimo sploh zdaj, ko je ta osebna asistenca, a ne, se mi zdi, da to zelo, zelo pride prav. Kako koristiti pomoč, da me vodi k samostojnosti, ne pa k globlji odvisnosti, no. In se mi zdi, da če nečesa ne zmorem narediti sam, še ne pomeni, da ne morem biti samostojen. Bolj pomembno je, da si znam poiskati način pomoči, s katero bom lahko tisti cilj, ki ga želim dosegati. Del samostojnosti je tudi to, vprašati, reči. Ni nujno vse samo narediti sam. Vprašati, reči. Ja, seveda, opolnomočenje, torej, da se, ne, saj smo že prej večkrat slišali, sprejetje danosti, ne, je bilo prej slišano, priznati tudi neuspeh, ne, ja, tu so tudi pomembni deli, vsekakor enako pomembni deli samostojnosti, da znaš vprašati za pomoč, ne samostojno je pa, da si vajen, da ti je ponujena, preden sploh opaziš, da potrebuješ pomoč, ne. To je težava, s katero pa pol vidimo na terenu, ali zaradi osebne asistence, ali mogoče zaradi nekih drugih oblik pretirane pomoči. Ja, in to doziranje, da si sposoben, mislim, da je oseba z okvaro vida sposobna, ne, potegniti tudi črto, ne, od tule naprej to pa obvladam, ne, tule mi pa ni treba zdaj. Okej, vsake toliko časa se lahko prepustimo razvajati, ne, samo dostikrat se pa zgodi, oziroma vsaj jaz sem videl zdaj, vidim v zadnjih 2 letih pri nekaterih uporabnikih osebne asistence, da aktivnosti, katere so obvladali, kar naenkrat pozabijo, ne, jih ne moreš sploh več prepričati nazaj v to, da bi jih znali, da bi nekaj delali, kar so še predlani delali, ne. To je pa pol to so pa hude zanke, take tudi boleče zame kot za strokovnjaka, ki jih vidim na terenu. Zdaj, kar bi morda samo še za konec, pa ja, saj družba je pripravljena pomagati, samo dostikrat družba ne zna pomagati, ne, oziroma pomaga na en tak neprimeren način, ne, in seveda pol, če se nam zgodi 2-krat, 3-krat ta situacija, pol začnemo zavračati ali pa začnemo posploševati, ne. To, da ne znajo, oziroma da se ne dobi ustrezne pomoči s strani videčih, ne. Jaz bi samo še nekaj mogla deliti, zato ker pač je zdaj, ste govorili o osebni asistenci, a ne, pa o tem, pač, kaj je Peter rekel,
da je opazil, ne, da se potem ta znanja, ki so že bila pridobljena, da se izgubljajo, ne. Ko sem jaz v bistvu pač imela psa vodnika, je ona meni v bistvu zelo izboljšala, ne vem, prostorsko predstavo. S pomočjo nje sem izgubila strah pred prečkanjem ceste, a ne. In potem pač, ko sem njo izgubila, je bilo mene strah, da bom pa zdaj ta strah nazaj pridobila, a ne. Strah pred prečkanjem ceste me je bilo najbolj strah, a ne, da se bo spet pojavil. Potem bom izgubila dobro prostorsko orientacijo in potem, ko sem dobila osebnega asistenta, sva se dogovorila. Sem rekla, lej, ja, lahko si moj osebni asistent pod pogojem, da ti meni dovoliš, da jaz še vedno lahko grem s palico, pa ti hodiš za mano ali kakorkoli, ali pa da mi pač, se opravičujem, da mi kdaj dovoliš tudi, da pač čisto samostojno opravim pot, a ne, ker ko se mi zdi, da je velik vidik samostojnosti tudi to, da pa si me Peter fajn spomnil na to, da ko mi začnemo opažati, da nam je nekdo že pridobljena znanja s pretiranjo pomočjo, bom grdo rekla, odvzel, mislim, da je takrat pa čas za alarm in da takrat nam pa začne pasati, da nam nekdo namesto nas ene stvari dela. Tako da mislim, da tudi tukaj pač moramo biti mi vztrajni. Ja, to so pol toksični odnosi. Lahko, tako jaz razumem, ne, zdaj, mogoče je smiselno tudi razširiti koncept, danes verjetno ni časa za to, ampak iz samostojnosti tudi to, kar je to gibanje za neodvisnost, razširilo koncept na neodvisnost, ne. Torej, samostojnost je, kar nekaj lahko sam naredim, neodvisnost pa kar s pomočjo nekoga, nisem neodvisen, ne vem, od inštitucije, od staršev, od ne vem koga ali pa partnerjev. In inštrument za doseganje neodvisnosti je osebna asistenca. To je ideja tega gibanja, ki se je izborilo to pravico, ne. Gibanje za neodvisnost, politično gibanje za neodvisnost. Ampak zdaj, to je takrat, kadar obe strani delata to tako, da osebni asistent, na primer, asistentka, pomaga ravno toliko, kolikor je potrebno, potem, kjer jaz ne zmorem več. In obratno, jaz ne zahtevam več, kot zmorem sam. Mislim, ne zahtevam že prej, že takrat, kar lahko nekaj sam naredim. Kriterij za to, ki ga jaz imam, kdaj so odnosi v redu, kdaj so toksični, grejo v slabo smer, je to. V redu so, kadar se samostojnost uporabnika ohranja enaka ali rahlo večja. In hkrati širi možnost njegovega delovanja, ali je to zunaj, ali so odnose, karkoli. To bi bil recimo zame primer dobrega odnosa uporabnik, osebni asistent ali pa kakšen drugi pomočnik. Toksičen je pa takrat, kadar se, eni reče tudi temu nezdrav, ampak meni ni všeč ta beseda, takrat, kadar se samostojnost uporabnika manjša ali pa zelo reducira in se lahko neodvisnost veča, hodi okrog, marsikaj počne in tako naprej, ampak na račun odvisnosti. Potem v tem primeru osebna asistenca je pač toksična, je problematična. Zdaj ne vem, bomo imeli pa zaključno misel še, ki bi rekel, v zvezi s starši nekaj rekel, ampak mogoče na koncu pol. Dobro. V resnici ste zdajle odprli eno zelo pomembno temo, a ne. Zadnje desetletje je slepim in slabovidnim prineslo kar nekaj pravic. In vsaka od teh pravic sama po sebi je zelo dobra.
lahko pa tudi zmanjšuje našo samostojnost ali pa motivacijo za samostojnost. Naprimer, bom vzela za primer spremljevalca otroka v šoli. Spremljevalec je lahko vreden zlata, če otroka spodbuja k samostojnosti in mu pomaga pri tem, da osvaja različna znanja, različne izkušnje. In mislim, da je lahko tudi zelo velika ovira, če ga predvsem tem skuša zaščititi. Prav to si, Marino, ti odprl zdajle v tej svoji zadnji misli. Ja. In ob tem se sprašujem, a je ob teh pravicah, ob tem, da imajo otroci lahko spremljevalce in odrasli osebne asistente, a je še pomembno vzgajati oziroma prizadevati si za samostojnost, ali bi bilo bolje otroke učiti dajanja jasnih in dobrih navodil? Vas prosim, če lahko podate tak hiter odgovor, temu bo pa sledila zaključna misel. Marino. Vprašanje je malo provokativno, ne? In tudi prav, da je. Ali bi bilo boljše spodbujati samostojnost ali jo pa manjšati samostojnost, če večamo odvisnost, ker to je premosorazmerno, kakorkoli obračamo, ne? Večja odvisnost, manjša je samostojnost. Pa če je to starš ali pa je otrok, spremljevalec ali osebni asistent. Jaz si predstavljam, pa tudi vsi koncepti in razvoji so šli v to smer, da pravice, ki jih dobivamo, naj bi omogočali večje možnosti. Večje možnosti vključevanja v družbo, večje možnosti pri delu, večje možnosti pri stiku, aktivnostih, družabnostih, rekreacije, kjerkoli. Zdaj, večja možnost je, če nam osebni asistent pri tem pomaga, ali pa spremljevalec, tam, kjer jaz ne morem, ne pa manjša mojo samostojnost, ker potem pač sem še bolj odvisen. Zdaj, to velja za odrasle, ampak velja isto za otroke, ne? Ker ampak lastnost vseh ljudi je, da, ali pa večine, ne bomo se prekomerno trudili, če se da nekaj ne lažje. Ali pa se bomo trudili, ampak vseeno preko slej bomo po lažji poti izbrali, ne? In to ni nič nenaravnega. Zdaj, imeti to mejo, kje je ja, kje ne. In prej, ko si omenila, Brigita, kaj v šoli. Sem imel nedavno en primer, ker je prišla ena svetovalka iz neke srednje šole na supervizijo in mi je vprašala tako vprašanje, ali ti imaš te izkušnje, ali je to, ne vem, če ni uporabila besede normalno, ampak je v redu ali običajno, da nekdo, ki ne vidi, v srednji šoli nima svojega maila, mail naslova, elektronskega naslova. Rekel, kot to misliš? Ja, pri nas imamo nekoga, ki pravi, da pošlje, da nima svojega naslova in je dal naslov svoje osebne spremljevalke, točno kako se imenuje zdaj ta status. In ona vse to ureja, dobiva naslov, elektronsko pošto in vse tako naprej. In njene strani ne. Zdaj, meni se to ne zdi dobra oblika pomoči. Saj je pomoč. Vse je urejeno. Verjetno hitreje urejeno. Te papirje, pa ne vem, kaj pošiljajo, pač kar je treba. Ampak če pomislim na drugi strani, ali bo ta fant ali punca, kako že je, ali bo se s tem veča njena neodvisnost, po mojem, samostojnost sploh ne, odvisnost tudi ne. Se bo večala odvisnost. Zato, ker bom nekdo mogel namesto nje to narediti. In če to razširim na delovno področje, ko bo šla enkrat delati, če razširim na partnersko področje, ko bo enkrat imela stike, če razširim na družabno. Zato, to je majhen, nepomemben drobec, ampak takih drobcev je neomejeno. In jaz mislim, da bi mogli imeti, ste govorili že moji predhodniki o tem, ampak jaz pravim temu, dolgoročno perspektivo.
otrok, ne ko bo odrastel, ko bo samostojen, ne vem, imel 18 let, 20, ampak odskok, ko bo samostojen. To je perspektiva. Ne ko bo odrastel, ko bo samostojen. Torej, če si predstavljamo, ko bo samostojen, kaj to pomeni? Ne absolutnem idealističnem smislu, ampak to bi mogla biti perspektiva. Predstavljati si otroka, ko bo star, ne vem, 25, 30, 40 let in bo samostojen. A bo lahko samostojen, če mu jaz režem namesto njega? Ne, ne bo. Ali bo lahko samostojen, če mu jaz odpiram maile, pišem pisma? Ne, ne bo, vsaj po mojem ne. Ali pa ja, če je ta kriterij, da ja, potem je to v redu. Ampak zavedati bi se morali spremljevalci, starši, vsi mi, ki tako ali drugače pomagamo, ne, da imamo fokus tja, čez 10, 20, 30 let. A to, kar jaz zdaj rečem, to, kar pomagam, pomaga tistemu človeku, da bo bolj samostojen in neodvisen. In če bi se znali pri sebi odgovoriti, a bi bilo zame to koristno. In če je odgovor ne, potem dajmo tudi pri sebi in v svojem vedenju do teh otrok reči ne, treba zamenjati vedenje. Marino, hvala. Sonja. Jaz bom zelo kratka. Splača se in prav je, da se vzgaja na vsak način za samostojnost. Poleg vsega, kar je bilo že povedanega, pa marsičesa še, jaz bom samo en razlog navedla. Ta občutek, to zadovoljstvo, ko človek nekaj lahko sam naredi, ko je tudi neodvisen in ko ta občutek zadovoljstva je tako dragocen, da se ga ne splača izgubiti. Leti? Janja? Ja, tudi jaz se strinjam, da je vzgoja je pomembna, seveda, še zmeraj. Konec koncev se na koncu posameznik odloča, kaj vibrira z njegovimi željami, stališči, sposobnostmi, a ne. Sploh ko doseže eno stopnjo avtonomnosti, ko je zmožen ravnati po svoji presoji brez vpliva drugih, a ne. Ampak to se začne že od tiste izbire, a boš jabolko, a boš hruško, do tega, da se zna odločati in zagovarjati, kaj je zanj pomembno, ne. A je to samostojnost, da znam tudi poiskati pomoč, da sprejmem pomoč, da jo konec koncev tudi znam odkloniti, ko jo ne potrebujem, ne. Vseeno se moram dotakniti tudi tega spremljevalca, ker izhajam iz šolstva, ne. Se mi zdi, da bistvenega pomena pri vsem tem je odkrita komunikacija med vsemi, tako starši, učitelji, spremljevalcem, samim otrokom, a ne. Kakšna so pričakovanja, želje in neka jasna delitev dela, ne, kaj z določenim delom, dejanjem otroku omogočim, kaj mu pa s tem odvzamem, ne. Tako da, mislim, bistvenega pomena je bolj, da je spremljevalec ne toliko storilnostno naravnan, a ne, kaj vse mora narediti, ampak da je bolj oseba z enim zavedanjem, da z več pomoči lahko naredi več škode kot koristi, ne. Samo toliko, to sem mogla še dodati. Hvala. Janja, hvala. Zdaj pa imamo eno dvignjeno roko. Anja, lahko dam besedo najprej gospe Renati? Ja, lahko. Dobro. Renata, vi imate dvignjeno roko? Pozdravljeni, dober večer. Ja, jaz sem mama 12-letnega slabovidnega dečka, 5% na eno oko. Zelo sem z velikim zanimanjem poslušala današnje, bom rekla, besede vseh prisotnih. Namreč sama se vsakodnevno skoraj, ali pa zdaj mogoče ne več toliko, ne, ampak od malih Leonovih nog se borim s tem, z predsodki okolice. Se pravi, o moji vzgoji, o mojem pristopu, kjer pač naj bi bil Leon čim bolj samostojen, a ne. Ravno v šoli smo imeli primer, ker smo sicer na IPA-ju potem to uskladili, a ne, ampak recimo ena od mam mi je rekla, zakaj pa vaš Leon nosi torbo sam? Sem rekla,
se njegovo, ne. Ja, pa če imajo pač eno pomočnico v razredu, si bomo lahko one nosila, ne. In pol smo prišli do tega, ne, se pravi, spet to, kar ste že večkrat omenila, ne, ta potreba pomagati, a ne, ampak jaz bi tule še nekaj dodala, ne. Za starše zdajšnje generacije je to še večji izziv, zaradi tega, ker na splošno je vzgoja manj, bom rekla, manj stroga, no, ali pa bom rekla, vsaj vsi nekaj poslušamo o razvajanih generacijah, kako so otroci nesamostojni in tako naprej, ne. In je to v bistvu za še dodatni izziv potem za slabovidnega otroka, ne. Ker recimo, kot ste omenjala, ne, prej, vi ste imeli vzornike pri videčih sošolcih in tako naprej, ne. Zdaj pa, če so sošolci enako nesamostojni, a ne, kje so potem tisti vzori? Govorimo o času, ne, ker mi nismo vsak dan skupaj z otrokom 24 ur, ne. Otrok ima tudi druge ljudi v svojem življenju in druge in druge izkušnje. Bi pa samo to rekla, potrdila zadnje besede, a ne. Sin je zdaj šel že 2-krat sam v trgovino, ima belo palico, ker smo v bistvu se odločili skupaj vsi, da je to zato, da je on v bistvu bolj suveren, pa tudi v bistvu, da ga drugi v prometu pazijo, ne. Sama sem bila pri tem seveda na trnih, mož je rekel, da naj tega več ne naredim, a ne, oziroma naj mu naslednjič plenico kupim, ampak ko je otrok prišel domov, ko je sam v trgovini kupil stvari, ko je sam mogel najti, kje je med tistimi policami kruh in blagajna in a je prav, a ima dosti denarja in tako naprej. Občutek zmagoslavja je bil neprecenljiv, a ne. In jaz žal ne vem, na kakšen način to orisati vsem tistim, ki bi radi v bistvu s tem, ko pomagamo, odvzeli to izkušnjo in ta občutek, ki ga doživi posameznik, a ne. Ne vem, jaz sama nimam nasveta, tudi danes smo si rekli, zavedamo se tega, ampak ne vem pa, kako to res, da bi prišlo do vseh, do ta pravih možganskih celic, a ne. To je to z moje strani. Renata, hvala vam za vašo podelitev. Jaz verjamem, da je tudi to, kar delamo vsi skupaj danes, eden od takih majhnih korakov do tja. Anja, še tebe prosim za tvoje razmišljanje na prejšnje vprašanje. Ja, mislim, jaz tudi ne bom prav preveč dolga, smo se že kar malo izčrpali, ampak se mi zdi, da pač absolutno se splača spodbujati samostojnost in pač jo hkrati tudi vzgajati, zato ker ta beseda danes, no, oziroma besedna zveza male zmage, to mi je zelo všeč. A ne, samo se mi zdi, da samo s tem vztrajanjem oziroma z vzgajanjem k samostojnosti, k večji samostojnosti, pa tudi, če bo šlo po malih korakih, bomo mi lahko naredili, oziroma starši ali učitelji ali kdorkoli, prijatelji v končni fazi, a ne. Sabina, prej si rekla, prijateljska rama za zjokati, pa tako, to mi je super, da znaš vprašati za nasvet in pač, če ne bomo vzgajali in pač učili samostojnosti, potem tudi v bistvu ne bo slepa ali pa bilo katera druga oseba niti znala recimo vprašati za pomoč, niti vedela, kako pa kaj. Tako da se mi zdi, da se splača vztrajati kljub osebni asistenci, spremljevalcem in tako naprej. Je pa po drugi strani pač tudi fajn, a ne, da hkrati, ko vzgajamo za samostojnost, povemo, kakšne možnosti oziroma pravice slepa oziroma pač slabovidna oseba ima. In v bistvu hkrati, kdo mu lahko še pomaga. Odlično, hvala. In ja, še obljubljen krog zaključnih misli.
Veliko smo danes že povedali, tako da ja, tudi kratka misel, en stavek je čisto v redu. Marino? Občutek imam, da smo staršem v tem našem razmišljanju naložili veliko odgovornost in breme, kar tudi je. In v tem smislu jih moramo razumeti in podpirati tudi, kar jim ne rata. Ker življenje je tako kot pri otrocih ne rata, tudi pri odraslih ne uspe vse. In v tem smislu bi si želel, da razumemo nekaj, da starši slepih in slabovidnih otrok so tako kot vsi drugi starši, ki so različni, v različnih mišljenjih, predstavah, vrednotah, ciljih in zmožnostih kot ljudje sami po sebi. In zato tudi pač toliko moja predpostavka, izkušnja je, da starši naredijo največ, kar zmorejo. Največ, kar zmorejo. In da včasih ne pomeni to najboljše. Ampak spoštovati starše in je raj pomagati, kako priti do tega, da bi znali več. In eden od načinov, kako več znati, ne pomeni nujno še več teorije, še več znanja, še več izkušenj, še več, kako je prav in kako ni. To je v redu. Ampak včasih je dobro tudi in koristno tudi pomisliti nase. Nase kot starš, nase kot človek, nase kot partner, koliko imam jaz prostora zase. Jaz kot mama, jaz kot žena. A ga imam? To je zelo, zelo pomembno. Zelo pomembno, ker se veliko zgodi pri teh otrocih, ki je treba več delati, da starši pri veliki vnemi pozabijo nase. In če pozabijo nase, potem bi bilo dobro se vrniti malo spet nase, ker če bo starš malo tudi svoj prostor naredil za svoje življenje, za svoje odnose, v partnerskem odnosu, prijateljskih odnosih, službenih, bo to dobra izhodišče tudi za otroka. Brez da mu kaj reče. Dobro vpliva na otroka. In prav in pravica starša je, da tudi zase poskrbi, ne samo za otroka. Jaz bi jih rad tukaj ali vas tukaj podprl. Tudi v tem vidiku. Ne samo v obveznosti. Marino, hvala za tole. Mislim, da je bilo zelo dragoceno. Jaz bi pa to, kar si ti rekel, samo razširila tudi na partnerje slepih in slabovidnih. In na vse tiste, ki nam na različne načine stojijo ob strani. Ja, res je pomembno, da poskrbite tudi zase. Ok, Sonja. No, meni je Marino pravzaprav dobesedno z jezika vzel to misel. Jaz bi samo še to dodala, da starši ne imeti slabega občutka, če kdaj otroka v tem učenju samostojnosti, spretnosti zaupate komu drugemu. Prvič bo ta človek lažje naredil, sem prej povedala ta primer svoje sosede, ki ni bila obremenjena s tem, ki mi je pustila, pa je imela zelo rada, ampak ni šlo za to, da bi bila malomarna, kakorkoli, ampak mi je dovolila, dopustila, si je upala mi marsikaj pustiti, kar starši iz tega strahu niso upali, Tako da to je samo še en ta dodatek. Se pravi, po eni strani se boste razbremenili, po drugi strani pa bo tudi nekdo drug mogoče bolj nečustveno pristopal k otroku in mu bo zato več omogočeno. Včasih so nas dali v zavod, jaz ne bi delala zdaj reklame za zavod, ampak v tem je pa bilo dobro, ker niso bili ob nas in niso trpeli zraven, ko smo se mi učili določenih stvari, ki so bile za nas lahko tudi težke. Sonja, hvala. Janja? Ja, vzgoja za samostojnost je vsekakor timsko delo, Ni to delo samo mame ali pa samo pač ene osebe, ampak je fino, da se vloge podelijo,
ker je tako lažje, ne. In za odrasle in za otroke, ki se mogoče določene stvari usvojijo pri nekomu lažje pa na drugačen način. In dati izkušnje, omogočiti, da doživi otrok uspehe in neuspehe, ko se nečesa loti sam, in da je teh izkušenj res čim več. Hvala. Hvala ti. Peter? Evo, še jaz. Ja, za zaključek, tako, mogoče je tudi eno, prej je bilo nekaj besed o osebnih asistentih pa o šolskih spremljevalcih. Res, pustite svojim otrokom, ali domačem v okolju ali v šolskem obdobju, vsaj ta okus, občutek samostojnosti, ker če ne poznaš samostojnosti, jo ne moreš pogrešati. Če boš prišel do tega, da boš odrasel, brez da boš poznal, kakšne občutke ti lahko samostojnost da, potem jo tudi ne boš pogrešal in jo ne boš iskal, ne. Tako da je treba dati že zgodaj to pozitivno afirmacijo, to pohvalo, to spodbudo na teh korakih samostojnosti, tako kot je prej tudi gospa Garantini povedala, ne. Ona je sicer rekla, da zaradi te stigme zunanjosti ni ta samostojnost, no, saj že začeli smo, da ta samostojnost ni tak poudarek, na žalost, ne, na žalost je zdaj res poudarek na akademskih dosežkih, na ocenah, na kup enih hobijih še ob tem, medtem ko eno tako osnovo, en tak temelj, da si lahko potem, da imaš to širino, ker samo s širino boš lahko enkrat uspešen na enem specialnem področju, pa nam včasih zmanjka. Tako da, nič, super pogovor, izmenjava misli, in tako, kot so predhodniki rekli, kar brez strahu, tudi neuspehi so del učenja, tako za vas oziroma za starše, za tiflopedagoge in tudi za otroke. Hvala. Peter, hvala. In Anja? Ja, jaz bom pa tako rekla, no. Samo pač starši res, tako kot je gospod Marino lepo povedal, vzemite, pa tudi učitelji v končni fazi, vsi si moramo vzeti čas zase, a ne. In bolj kot bomo recimo mi neobremenjeni z določenimi stvarmi, tudi če recimo, ne vem, otroku danes ne bo uspelo, da si bo zavezal čevlje, mu bo pa v končni fazi lahko uspelo tudi jutri ali pa pojutrišnjem, a ne. Tako da se mi zdi, da je tukaj, ko so mene enkrat vprašali, da naj napišem neko misel za devetošolce, ki so končali šolanje, sem rekla, da je življenje kot ena razgibana gorska cesta, ne, enkrat gre gor, enkrat gre pa dol, pa so ovinki, pa gre naravnost, ne, in takrat, ko si gor, je super, takrat, ko pa padeš dol, se pa zdi, da mogoče, ne vem, vse okrog najprej sebe kriviš, recimo, če tukaj izhajam iz staršev, se mi zdi, da pol starši krivijo, zdaj pa jaz nisem ene stvari dosti dobro naredil, zaradi mene, ne vem, se je urezal ali opekel, tako da pač se mi zdi, da moramo vsi skupaj znati nekako premagati vse te strahove, si priznati, ne, da smo včasih gor, in ko smo gor, to slaviti, ko smo pa dol, pa pač prositi za pomoč. Toliko, hvala. Ja, hvala. Jaz se vsem našim gostom in vsem udeležencem res lepo zahvaljujem za sooblikovanje današnjega klepeta. Obenem vas pa vse tudi vabim na drugi dogodek v nizu teh klepetov, ki bo 13. decembra, prav tako ob 18. uri. Takrat bodo gostje pripravili kratka predavanja na naslednje teme. Prva tema bo: najprej je potrebno poskrbeti zase, o čemer smo začeli govoriti tudi že danes. Naslednja tema bo: vzgoja za samostojnost se začne od malega. Potem ocene so pomembne, življenjske veščine pa še bolj. In zadnja: kako spodbujati samostojnost pri mladih in odraslih. Upam, da se srečamo v čim večjem številu. Do takrat pa vsem lep pozdrav.